En lep pozdrav, duhovnemu teleju Potovanje duše. Moje ime je Mihael Žmahar. Kdo prvič tukaj? En kup vas ne poznam. Živijo, zdravo, evo, pozdravljeni. Moram biti prijazen. Ok, ne bom prijazen. Ta seminar, finančna dimenzija, je nekaj, kar jaz nikoli nisem mislil, da bom delal. Zaradi tega, ker nekako so mi bile finance vedno jasne, nikoli nisem razmišljal o tem, kako razmišljajo drugi ljudje o teh stvareh. Pa sem pa začel delati pri 22, tam nekje 23 coachinge. In tega zdaj 10 let, še več kot 10 let. In delam z ljudmi in sem ugotovil, da imajo ljudje en kup izzivov. In pol, ko sem se preselil na svoje, ko sem bil star 21 let, sem šel na svoje živeti in sem ugotovil, da imam tudi jaz en kup izzivov. Lahko greš na svoje živeti, ugotoviš, kakšno je življenje v resnici. Vsi tisti, ki ste že šli, vsi tisti, ki še boste šli, boste ugotovili vse. In sem ugotovil, da vsaka stvar na tem planetu stane, da vsako stvar treba plačati, karkoli narediš, je treba plačati, karkoli hočeš kupiti, je treba plačati, ne? Tisti, ki pač ne probajo plačati, pač pristanejo nekje. Če hočeš komu pomagati, moraš plačati, če hočeš ustanoviti podjetje, moraš plačati, če hočeš karkoli razvijati na tem planetu, moraš plačati. To je eden izmed zakonov planeta Zemlja. Zdaj ne vem, ali to fajn ali ni fajn, ampak tako je. Tako da je čim boljš, da se čim prej ljudje navadimo, da je tak. In ugotovil sem takrat, da v mojem življenju ne gre vse tako, kot sem si želel, da gre. Ugotovil sem, da hočem imeti drugačno življenje, zaradi tega, ker ko sem bil star nekje 22 let, sem mogel šparati do tega nivoja, da ko sem šel v trgovino, sem sešteval cene. Ne vem, če poznate to, ampak ko greš v trgovino, ko moraš seštevati sproti, kar daješ v košarico. To se pravi tisto, 2,7 plus 1,3, je zdaj 4, čak koliko imam 20, še lahko. In pa gledaš, ajdo kruh z orehi, bom pa objel ga danes. In tako orehi niso prezdravi, preveč. Tako da en kup takega razmišljanja sem imel. A veš, in tisto, ko si ti enkrat, ko še doma živiš, hočeš prav veliko življenje imeti, hočeš prav ne teh limitov imeti v življenju. Nikoli si kot otroci ne predstavljamo, da moraš potem v življenju zategovati nekje, kjer ti je pomembno. Ali pa da moraš razmišljati, kam greš na dopust. Ali pa da moraš razmišljati, kaj si boš kupil, pa katero kvaliteto stvari si boš kupil, ali pa kako daleč lahko greš v uresničevanju svojih sanj. Ne? In dolg časa sem se matral v svoji glavi, v svoji psihi, znotraj sebe in sem ugotavljal, kaj je tisto, kar je treba vedeti, da lahko jaz delam v življenju tisto, kar hočem. In ugotovil sem, da sem imel en kup stvari znotraj sebe, ki so bile nerazrešene. Zaradi tega ko sem hotel Kristi v kino peljati, s Kristi smo skupaj že celo večnost, par dni nazaj smo imeli 13 let, odkar smo skupaj, sem jo hotel peljati v kino, in sem mogel seštevati, koliko 2 vstopnice staneta. Sem šel v restauracijo, pa sem pač gledal, kaj bi jedel, pa sem pa videl, da je pač brancin ful drag in da bom pač ti dan testenine. To je bilo na začetku konstanta. Sem dobil plačo, takrat sem še hodil v službo in mi je na koncu meseca, oziroma ko sem plačal položnice in zadeve, ostalo 200 evrov. Ok, to je pa zdaj za moj luksus. Tako, ni bi bilo jasno, kako bom jaz s tem izživel tisto, kar sem se vedno želel izživeti. Pa sem imel super službo. Fantastično službo, za nedoločen čas, služben avto, vse sem imel, ampak na koncu je pač vedno bilo tako, da nekako je bil mesec kratek. In pa sem jaz razmišljal, ok, tukaj, kjer zdaj sem, to je življenje, očitno, ne? Ker sem gotovil, da tudi mnogo ljudi okoli mene na tak način živi. Kaj pa zdaj s tisto vizijo, ko imam jaz za svoje življenje v prihodnosti? Jaz si nikoli nisem sebe predstavljal, da bom mogel seštevati cent ali pa 10 centov ali pa 1 evro v trgovini, ko kupujem osnovne stvari. Nikoli nisem imel tega v glavi zase. Vedno sem imel v glavi tisto, da bom od življenja lahko vzel tisto, kar sem si želel vzeti, tisto, kar hočem. To se pravi, če hočem sem, lagim tja, če hočem to, jaz bom pač to jedel. Ne, da zdaj to moja kvaliteta izbire odvisna od nekega papirja v žepu, ali pa na kartici, ali pa v bitcoinih, karkoli že. In sem ugotovil, da imam nek konflikt znotraj sebe. Ugotovil sem, da imam ful hud konflikt znotraj sebe. In sem ugotovil, da če bom na tak način, ko sem včasih deloval in na tak način, ko sem včasih razmišljal, delal še naprej, ne bo moje življenje nič drugačno. In ne govorim danes, da je denar, ker bomo govorili o finančnem obilju, da je denar neka stvar, ki je svetinja v življenju ljudi. Sploh ne govorim niti približno o tem.
Svoje življenje sem posvetil energijskemu raziskovanju stvari, s Kristi, ko vodima ta duhovni atelje, učima ljudi, kako duhovno in energijsko in osebnostno rastiti. In denar je del tega. Ugotovil sem, da v tem življenju, na planetu, v inkarnaciji, to, kar živim jaz in to, kar živite ti, vi rabite denar. Če ne verjamete, boste zelo kmalu ugotovili v zunanjem svetu, ko boste predstavljali zunanjemu svetu ideje. Ugotovil sem, da če hočem knjigo napisati, moram imeti denar. Zaradi tega, ker če jaz hočem izdati knjigo v sami založbi in narediti zalogo, me to stane tukaj en avto srednjega razreda. Če hočem jaz Nila Donalda Walsha pripeljati v Slovenijo, rabim denar, zaradi tega, ker organizacija tega eventa stane toliko stanovanja v Ljubljani. Naslednja stvar, če hočem jaz spletno stran postaviti, rabim denar, ker moram kupiti slike, ker moram kupiti dizajnerja, ker moram kupiti programerja, ker moram kupiti Google, ker moram kupiti optimizacije, vse te zadeve moram plačati. In karkoli jaz želim v življenju narediti, rabim denar. Tudi če gremo zdaj do osnovnega nivoja, če hočete nahraniti revne na tem planetu, lačne na tem planetu, ki jih je kar dost, težko jih boste nahranili z meditacijo. Težko jih boste nahranili z molitvijo. Težko jih boste nahranili z dobrimi mislimi. Ne boste, vi rabite tem ljudem dati fizično materijo, vi rabite tem ljudem dati hrano, vi rabite tem ljudem dati možnost, da dejansko nekaj konzumirajo. Lahko jim pomagate s temi stvari, ko sem jih prej naštel. Ne boste jim pa rešili stvari. Ti človeka, ki je lačen, ga nahraniš z jabolko, ga nahraniš s sendvičem. In to je materija. In za vsako tako stvar rabimo denar na planetu Zemlja. In dolg časa nazaj sem začel razmišljati, kje je tisti potencial, ki ga ima vsak človek znotraj sebe, da lahko vsak človek v življenju dobi, živi tisto verzijo sebe, ki si jo želi. Pa ne govorim tukaj o tem, a veš, tisto, ko se folk motivira, ti si lahko vse, kar želiš biti, ne? Ti si lahko Superman, če hočeš, ti si lahko karkoli v življenju, jaz verjamem vate. Ne govorim o tej neki ameriški motivaciji, sploh ne. Govorim samo o tem, da ima vsak človek izbiro, kaj v življenju bo izkušal. Da ima vsak človek izbiro, do kje v življenju se bo razvil. In da ima vsak človek izbiro, koliko energije bo manifestiral, upravljal, materializiral in navsezadnje, kakšne finance bo ustvarjal in jih upravljal. To ni določeno ne s tem, kje ste v šolo hodili, to ni določeno ne s tem, kak faks imate, to ni določeno ne s tem, kakšne starše imate in koliko so vas starši naučili in ne naučili o denarju. To ni določeno niti v kateri državi živite, saj za vas ne. To ni določeno ne v katerem podjetju ste trenutno, ne ali ste zaposleni, ne ali ste podjetnik. Nič nima veze s tem, ko se gre za upravljanje energije. In potem sem začel pa razmišljati. Začel sem razmišljati, kaj je tisto v mojem življenju, kar moram jaz spremeniti. Zaradi tega, ker si niti približno nisem predstavljal, da moram šteti hrano, denar za hrano, ko grem v trgovino celo življenje. Ok, lahko potrpim 1 leto, ni problema vesolje, lahko potrpim 2 leti, ampak ne predstavljam si, da bi to delal celo življenje. Ne predstavljam si, nikoli si nisem tega želel zase. Vedno sem videl neke možnosti v življenju in vedno sem hotel biti v poziciji, da lahko izkoriščam te možnosti. In pa sem pa začel razmišljati o denarju. In veste, kaj se mi je zgodilo, ko sem bil star 23 let? Točno 11 let nazaj. Ko sem bil star 23 let, se mi je zgodilo, da sem za en trenutek imel 1,5-letno obdobje v življenju, ko sem razmišljal, pa saj niti ni tako hudo. Stanovanje imam, avto imam, službo imam, delam neke coachinge zvečer, knjige imam, internet imam, vse telefon imam, vse pa niti ni vojne v Sloveniji, pa vse načeloma mi nič ne manjka. Zakaj bi jaz rabil vse te možnosti, zakaj bi pa se rabil matrati s tem, vse ni nič narobe s tem, vse načeloma pa tudi lahko preživim. Tudi če pogledam moje življenje že zdaj, je ful boljše kot večina ljudi. Nisem imel nekih pufov, nisem imel nekih slabih, ne vem, odnosov v življenju, načeloma. In sem se hotel sprijazniti, ampak moj notranji otrok mi ni dal, da bi se sprijaznil. Ni mi dal, ni mi nikakor dovolil, da bi jaz sprejel manj v življenju tistega, kar sem si želel. Sem hotel pač sebe razviti. In s tem, ko razvijaš sebe, pomeni, da razvijaš svoje področja. In s tem, ko razvijaš svoje področja, pomeni, da razvijaš posledično tudi finančno področje zraven. Ker težko si v tem svetu izkušaš tisto, kar želiš, če nimaš financ. Ne moreš. To sem jaz zdaj videl, ko se s Kristi spravljamo graditi mednarodna tržišča, ameriško tržišče, srbsko tržišče, kanadsko tržišče in tako naprej. Za vsak premik
na to tržišče, za vsako stvar potrebujemo finance, potrebujemo investicijo narediti. In večje kot so sanje, večje kot je vizija, večja investicija. Večji seminar kot naredim, večja investicija. Večje načrte kot imam, večja investicija. Večja kot je blagovna znamka, večja investicija. In mi moramo biti sposobni sami sebi zagotoviti tista sredstva, ki jih rabimo, na takšen ali drugačen način, da lahko svoj dream uresničimo, da lahko svoje vizije uresničimo. Ker večina ljudi naredi glih kontra. Večina ljudi ima sanje oziroma nek razlog in namesto, da bi se sfajtala za svoj dream, se naučila tisto, kar se rabi naučiti, se spremenila na čustvenem, mentalnem, energijskem nivoju, se ne in se reč sprijazne. Tako kot sem jaz takrat, ko pred 23 letih imel tisto polletno obdobje, da pa mogoče ni tako slabo. In sem se hotel podzavestno sprijazniti, ker sem gotovil, da pa sprememba, ki moram narediti pri sebi, kar dosti sprememb. Če hočem jaz kadarkoli biti frej v življenju. Frej pomeni, da lahko delam stvari na način, ki hočem delati. In bilo je ful zanimivo obdobje v mojem življenju, ko se je šlo za finance, ko se je šlo za upravljanje energije. Danes bom govoril o financah, o upravljanju energije, zaradi tega, ker finance so posledica dobrega menedžmenta energije, ki jo imamo ljudje v sebi in na voljo v tem vesolju. In spomnim se, ko sem bil star 13, zato sem že parkrat povedal, sem švercal borovnice. Sem šel na Koroško, sem kupil borovnice za 5 € in v Celju drugi dan prodal za 10. In to sem naredil od 50 do 100 kg na dan po letu. To pomeni, da sem jaz zaslužil tako konkretno 300, 400, 500, 600, včasih celo na soboto 1000 € na dan od junija do avgusta. In sem pa imel 4-krat, 5-krat več financ kot vsi moji prijatelji, ko so delali prek študenta, celo leto v lokalih in tako naprej. In takrat mi je bilo enostavno ta manifestacija življenjska, toliko mi je bilo enostavno razumeti, kaj moram narediti, če hočem imeti več, da se nikoli nisem spraševal, ali se bo ta stvar daj nehala. In se je nehala, ja, ko sem začel žurati. Ko sem začel žurati, po 18, 17 se je to nehalo pri meni. Sem tako zopet začel flikati stvari. Zopet sem začel flikati stvari v življenju. Zopet sem prišel na tisto stanje, ko sem zaslužil 200 € in sem jih pa drugi dan zapravil. Ali pa sem zaslužil 500 € pa sem jih pa konec tedna zapravil. In sem zopet imel nek dan, ko pač nisem tukaj šel ven, ker se mi pač ni dal. Ne? Ni šlo. In potem sem pa 18 oziroma 16 začel en biznis delati, mrežni marketing. In ta biznis je bil ful dober, ful fajn sem ga začel graditi. In ko sem bil star 21 let, pa pol, 22, sem lahko živel od njega. Sem bil lahko doma. A veš, tisto, ko ti reče, da si finančno in časovno frej. Tisto, ko si doma, pa dobivaš vsak mesec income na račun. No, to je bilo, ko sem bil star 21 pa pol. In sem dejansko užival. In sem dejansko bil doma in sem hodil v kino. Pa sem pa svojim egom vse sesul. Vse sem sesul v 2 mesecih. Cel biznis. In sem zopet pristal na nuli. Od tega, da sem lahko bil frej, do tega, da sem zopet pristal na finančni nuli. In pa, ko sem bil star 22, isto leto, sem si našel službo. Našel sem si službo. Jaz po srcu nisem skladiščnik. Nikoli se nisem videl, da bi bilo skladišče zame. In sem si našel službo v skladišču. In sem delal en dan. Drugi dan nisem šel več v službo, ker nikakor se nisem mogel z nobenim delom sebe povezati z njo. Fora je bila, da niso opazili, da me ni. In so mi nakazali plačati za cel mesec. Tako da sem gotovil, da manifestacija še vedno deluje. Pol sem pa začel hoditi v normalno službo in sem si našel nek ful dober job, službo v Ljubljani, in takrat sem ugotovil, da moram začeti spreminjati svojo naravnanost. In bolj kot sem začel delati v službi, bolj sem ugotavljal, da ta način dela, življenja, to, da ti nekdo omejuje, koliko lahko in koliko ne smeš, nikakor ni kompatibilen s tem, kar želim jaz v življenju delati. In sem začel delati coachinge zvečer. In sem začel delati tečaje s časoma. To je bilo obdobje parih let. Dokler nisem nekega dne dal odpovedi v službi in sem pač nehal delati stvari, ki sem jih delal, in sem začel svojo dejavnost, svoj posel delati. Hočem vam samo povedati, da v tem vsem obdobju, od tega, da sem, ko sem bil star 13 let, imel toliko denarja, da si bi lahko karkoli kupil in sem si, do tega, da sem po 18 letih toliko bluzil, da sem dejansko nič nisem imel, do tega, da sem pri 21 nek posel zgradil, ki mi je bil ful všeč in sem lahko živel od njega, do tega, da sem ga 2 meseca kasneje sesul na nulo, do tega, da sem imel službo, ki nisem maral, do tega, da sem šel v službo, ki mi je bila dejansko všeč, do tega, da sem imel lasten biznis, ki sem komaj preživel, do tega, da lahko danes delam v življenju tisto, kar si želim. Hotel sem vam sam pokazati nek proces v življenju, ki ga ima vsak človek možnost izkusiti.
In videl sem opcijo brez denarja in videl sem, kako je, ko imaš energijo, s katero lahko ustvariš tisti denar, ki ga rabiš. Toliko, ko ga rabiš. Za tisto, kar ga rabiš. Zaradi tega, ker je ta svet preveč poln ljudi, ki imajo ideje in jih ne morejo realizirati, zaradi tega, ker jim zmanjka energije. In gotovil sem, da mi je ta opcija, da lahko ustvarjam energijo na način, ko jo rabim takrat, ko jo rabim, na področju, ki mi je všeč, bolj všeč kot tista, ki moram šteti denar v štacuni. In pa, ko sem začel delati z ljudmi, v zadnjih letih je prišel v ta atelje približno, na tisoče in tisoče in tisoče ljudi na leto, na tečaje, seminarje in tako naprej. Sem ugotovil, da je veliko ljudi, ki želijo razumeti, kako denar funkcionira. Ker je veliko ljudi, ki hočejo sebe razumeti v procesu ustvarjanja. In sem ugotovil, da ima večina ljudi napačno percepcijo, ko se gre za denar. Če boste malo pogledali okoli sebe, živimo v Sloveniji. Slovenija je fantastična država, da se naučiš kolektivnih vzorcev o denarju. To se pravi, če ima sosed denar, boste takoj videli kolektivni vzorc ulice o denarju. Ker sem ugotovil, da večina ljudi ne mara denarja v tej državi. Ok, Žmahar, zdaj že pa preveč o denarju govoriš. Ne govorim preveč o denarju. Denar ni slaba stvar, to, kar ljudje mislijo, da je. Denar ni zlo vsega tega sveta, denar nima veze s tem, kar zdaj govorim. Denar je samo oblika energije, katera nam je na voljo na planetu Zemlja, da lahko z njo premikamo energijo. Denar je samo valuta, s katero mi materializiramo svoje eterične želje, vizije, cilje, to se pravi nekaj iz mentalnega nivoja, preko denarja pretapljamo v fizično resničnost na planetu Zemlja. To je namen denarja. Namen denarja ni, da vas naredi pohlepne. Namen denarja ni, da vas naredi materialistične. Namen denarja ni, da ste zaradi njega dober ali slab človek. Denar nima nič od tega. Denar ima samo vlogo, da vam pomaga materializirati vašo mentalno in čustveno energijo, vaše vizije. Sem opazil, da večina ljudi tega ne razume. Da večina ljudi ima problem z ljudmi, ki imajo denar. Da večina ljudi ima problem z denarjem. Mnogi ljudje kaže, da denar je slab, ljudje, ki imajo denar, so slabi, so pohlepni, veš, on je tajkun, ja, on krade, saj nekateri delajo to, ampak večina ne. Večina ljudi, ki ima denar, sam dobro razumejo sebe in vejo, kaj želijo v svetu narediti. Zato jim vesolje, jaz kar tako rečem poetično, omogoči link, da se lahko izrazijo. In denar ni slab, denar je blagoslov. Zaradi tega, ker vam pomaga, da lahko duša, ki je nesnovna, odkoder prihaja vsa inspiracija, vsa motivacija, naredi tisto, kar je resnično v materialnem svetu za vas. To vam denar pomaga narediti. Zakaj pa ljudje sovražijo denar? Zakaj pa ljudje ne marajo tistih, ki imajo denar? Zaradi tega, ker nekdo, ki ima denar, tebi ali njemu sproži vedenje in dejstvo, da ga pa on oziroma ona nima. In vsak človek si želi živeti življenje polno obilja. Vsak človek si želi biti izražen. Vsak človek želi imeti v življenju možnosti, da lahko živi tisto verzijo sebe, katero si je zamislil. In do zdaj sem se pogovarjal z tisoč in tisoč in tisoč ljudmi, niti enega nisem srečal, ki ne bi hotel biti izražen in imeti možnosti v življenju. In denar je samo možnost. In kot človek, ki obsoja finance, vidi nekoga, ki ima denar, se sploh ne gre za tistega, ki ima denar. Sploh se nikoli ni šlo za tistega, ki ima denar. Vedno se je šlo za človeka in to, da mu je nekdo drug sprožil vzorec, da ga pa on nima. Ko ti vidiš nekoga, ki ima nekaj, kar ti nimaš, imaš na izbiro dve opcije. Ena opcija je, da te ta človek zafrustrira in ti zbudi občutke sodbe, ljubosumnosti, občutke depresije, občutke, da si manj vreden in občutke, da ni mogoče zate. Ali pa druga opcija, ko vidiš človeka, da te motivira in ti pokaže, da če on lahko naredil, lahko tudi ti. In če želimo imeti v življenju obilje, kakršnokoli obilje, če že govorimo o obilju, potem je ta druga opcija, da pri ljudeh izberete motivacijo, da njihov uspeh uporabite za motivacijo, nujen pogoj, če hočete v življenju ustvarjati tisto, kar si želite. Teda, ljudje, ko so imajo problem z denarjem, ga imajo zaradi tega, ker imajo samo problem. Zaradi tega, ker so znotraj sebe razcepljeni, zaradi tega, ker so znotraj sebe nedefinirani.
Jaz obožujem ljudi, ki imajo dobre avte. Obožujem ljudi, ki imajo dobre hiše. Obožujem ljudi, ki imajo velike biznise in imajo toliko denarja, da ga ne more zapraviti. Obožujem ljudi, ki potujejo po svetu v biznis razredu in hodijo v tiste države, ki se želijo, zaradi tega, ker vsem drugim kažejo, da je mogoče. In poznam ljudi, ki imajo denar, ki so bili rojeni v revnih družinah, in poznam ljudi, ki imajo denar, ki so bili rojeni v bogatih družinah. In nima veze, kje je vaš izvor. In nima veze, s kje prihajate. In nima veze, kaj ste od danes nazaj delali v življenju. Enostavno nima veze. Ali ste diplomiran inženir, ali ste čistilka, ali ste podjetnik, ki ima 10 let podjetja, ali ste pa bankrotiran podjetnik. Nima veze, vsi lahko v življenju ustvarjamo opcije, ki si jih želimo. In če hočemo iti v to manifestacijsko energijo, potem moramo znotraj sebe naravnati mindset. Moramo znotraj sebe naravnati občutke, moramo znotraj sebe energijsko poravnavo narediti. Enkrat sem imel coaching. Pride ena gospa, ki ima neke izzive s financami. Tako kot ste že slišali za koga v življenju, ki ima pač izzive s financami. In pride in reče, jaz bi se ful rada finančno stanje popravila. In rekla, povej mi, kjer biznis naj delam, povej mi, kjer stvar naj delam, povej mi, kaj je tisti moj življenjski namen, ki ga naj delam. Jaz ko gledam in vprašam njene duhovne vodnike, kaj je tisti razlog, zakaj ona nima denarja. In oni začnejo razlagati. Razlog, zakaj ona nima denarja, ni to, da ni pravega biznisa našla ali pa da ima napačno službo. Razlog, zakaj ona nima denarja, je zaradi tega, ker si sebe ne predstavlja z denarjem. Zaradi tega, ker si sebe ne predstavlja, da je človek, ki lahko ustvari denar. To se pravi, da v življenju pri nas nikoli ne gre za okoliščine. Vi nimate denarja, če ga nimate danes v življenju, zaradi tega, ker imate napačno službo. Ali zaradi tega, ker imate napačen biznis. To ni razlog, zakaj, če nimate denarja, ga nimate. Ni razlog v tem, da ste v napačnem okolju. Ni razlog v tem, da ste v napačni firmi ujeti. Če človek nima denarja, je razlog v njemu. Zaradi tega, ker vse okoliščine, ki jih imamo ljudje v življenju, vključno s partnerstvom, materialnim svetom, biznis svetom, so neposredna ali pa posredna posledica našega notranjega sveta. In to, kar mi čutimo znotraj sebe, je tisto, kar mi materializiramo navzven. Zakaj pa mi materializiramo navzven stvari? Zaradi tega, da lahko potrdimo preko njih svoje občutke. Zato vi takrat, ko v življenju nekaj dobite novega ali pa nekaj novega ustvarite ali pa si nekaj kupite, imate okoli te stvari napeljane določene občutke, a ne? Vse v življenju se gre za občutke. In ko vi nekaj čutite, to je tisto, kar materializira potem v vašem zunanjem svetu neko energijo. Kako? V skladu s tem, kako čutite. In pravijo, da misli materializirajo, ne? Spomnite, ko rečejo, ja, zamisli si neko stvar, pa se bo to zgodilo. Misli usmerjajo. Misli ne materializirajo same po sebi na planetu Zemlja. Z mislimi mi usmerimo energijo, materializiramo jo pa z občutki. Zato moraš ti znotraj sebe čutiti svoj namen, če ga želiš uresničiti. Ni dovolj, da ga samo vidiš v mislih, ni dovolj, da ga samo zaznaš v mislih, ampak ga moraš čutiti. Zato sem ugotovil, ko sem bil star 23 let, da sem jaz čustveno in mentalno in energijsko neporavnan. In je bil to glavni razlog, zakaj nisem mogel ustvarjati financ. Glavni razlog, zakaj sem imel v življenju pomanjkanje obilja, glavni razlog, zakaj sem imel v življenju primanjkljaj tistega, kar sem rabil, je zaradi tega, ker ni bilo znotraj mene čustvene poravnave. Kaj, žmahar, pa je čustvena poravnava? Čustvena poravnava je, ko se znotraj vas zgodi energijski portal. Ok, gremo nazaj. Človek je zgrajen iz večjih teles. Človek ni primarno samo fizično bitje, to, kar misli večina ljudi. Večina ljudi misli, da je človek samo primarno fizično bitje. Zaradi tega ima večina ljudi problem z manifestacijo. Večina ljudi ima problem z materializacijo stvari v življenju, ker napačno vejo, da človek samo fizično bitje ni. Človek obstaja na ful velikih nivojih. Človek obstaja na duhovnem nivoju, obstaja na mentalnem nivoju, obstaja na čustvenem nivoju in obstaja na fizičnem nivoju. In fizičen nivo človeka je vedno posledica prvih 3 nivojev človeka. In pod fizični nivo človeka, to se pravi njegovo telo, spadajo tudi vse njegove okoliščine. Okay? Predstavljajte si, da je telo okoliščina duše. Okay? Telo je okoliščina duše. Vsa energija, ki jo pa mi manifestiramo v svet,
okoli sebe in vsa energija, s katero služimo denar in ustvarjamo obilje, pa prihaja iz energijskega sveta človeka, ne iz fizičnega. Zato lahko vi svoje življenje spreminjate. Vi svoje življenje spreminjate na podlagi energijske matrice znotraj sebe. Vi svoje življenje spreminjate na podlagi tega, kako ste poravnani znotraj sebe. Zato človek, ki je raztrešen, človek, ki nima fokusa, človek, ki ne ve, kaj čuti, človek, ki ne ve, kaj ga osrečuje, človek, ki ne ve, kaj si želi, človek, ki ne ve, kva bi delal v življenju, človek, ki ne ve, kakšne so njegove misli, ki ne ve, kaj čuti, zato takšen človek ne more ustvarjati. Takšen človek ne more ustvarjati ne zaradi tega, ker ne bi hotel, ampak zaradi tega, ker ni sposoben skoncentrirati in materializirati in fokusirati energije. In to sem začel ugotavljati pri 23. Pri 23 sem začel ugotavljati, da sem znotraj sebe raztreščen energijsko. In da tista moč manifestacije, ko imamo ljudje, da lahko v življenju ustvarimo tisto, kar si želimo, tista moč manifestacije prihaja iz kvalitetnega menedžmenta lastne energije. In zdaj, če sem hotel jaz v življenju dvignati svoje življenje gor, si ustvariti opcije, ki si želim, opcije, ki se upadajo s tem, kar sem si jaz predstavljal zase, opcije, ki se upadajo z mojim življenjskim namenom, opcije, ki uresničujejo mojo vizijo, sem mogel jaz znotraj sebe postati človek, ki lahko kanalizira vizijo. Ker večina ljudi ima tako, ima neko idejo, ki jo intuitivno skanalizira za svoje življenje. Ko pride ta ideja na nivoju misli, v nivo misli, jo že večina ljudi ovrže. Če boste zdaj šli na ulico in boste večini ljudi rekli banalno vprašanje, a si ti predstavljaš v življenju, da zaslužiš 100.000 evrov na mesec? Vam bo večina ljudi rekla, si ti kaj kadil? Kdo pa še ima tako plačo v Sloveniji? A misliš, da smo v Švici? Tudi tam nimajo takih plač. Ampak si predstavljate to? Pejte vprašati, da sem te teste delal. Če določene ljudi v tej državi vprašali, kdo je Mihael Žmahar, bo rekel, on me je sprašal čudno vprašanje. Na stotine ljudi sem sprašal taka vprašanja, ker me je zanimalo, kakšne vzorce imajo, ker me je zanimalo, kako razmišljajo in zanima me kolektivno razmišljanje sveta, v katerem živim. In sem gotovil, da ko večina ljudi vprašaš, če si lahko predstavljajo, da zaslužijo 100 evrov na mesec, ni šans, ne morajo si, njihovi nevroni pregorijo. Tako ne gre. Ne gre, to delajo samo oni v Ameriki in oni na televiziji. Oni lahko imajo, ampak jaz pa ne. In tudi dobenega ne poznam, ko tukaj zasluži. Zato ne sprašuj me gluposti in bod realen in sprav se reč delati. To je ponavadi odgovor ljudi. Ne sanjar, kaj je s tabo, kdo ti je možganov prav, kak je 100 evrov, muc, beš delati. To je bilo en kup vprašanj. In jaz pri 23 sem zgledal star 16, morate vedeti to. 16 sem zgledal star. Zdaj tudi gledam bolj mlajši, ampak včasih 10 let nazaj sem gledal pa še mlajši. Do 25 leta sem mogel kazati vozniško, če sem prišel v lokal ali pa če so me policaji ustavili, so me skozi za dokumente sprašvali. So me vedno ljudje za dokumente sprašvali, zaradi tega, ker so mislili, da sem mladoleten. In pa ti sprašuješ tako vprašanje odrasle ljudi, podjetnike, zaposlene, ljudi, ki imajo otroke, valjda sem dobil čudne odgovore. Skratka, ugotovil sem, da se večina ljudi ne more niti predstavljati, zato se ideja ustavi že na nivoju misli. Če jo njihove misli lahko sprocesirajo in jo spustijo nižje dol do občutkov, če nas za mislih ne zablokira pri 99% ljudi, zablokira pa na nivoju občutkov. Mogoče si že lahko v glavi predstavljajo zase, da zaslužijo, 100 evrov na mesec, ampak ne morejo čutiti več tega. Zaradi tega, zakaj? Zaradi tega, ker se spomnijo 1000-krat, ko mi je mama rekla, šparati moraš, zaradi tega, ker bo vojna. Ali pa vse stvari stanejo, misliš, da denar raste na drevesih. A misliš, da je toliko enostavno v življenju služiti denar? A misliš, da je toliko enostavno v življenju biti bogat? A misliš, da je toliko enostavno to, kar si ti želiš? In ker mi dobivamo te občutke, te sugestije družbe, desetletja svojega življenja, desetletja nas programira okolica in mediji in šola in mnogokrat starši in v službi, kaj smo mi zmožni ustvarjati, človek znotraj sebe ne more več ustvariti občutkov. In sem gotovil, da imam zdaj tukaj nov problem. Jaz sem si že želel v glavi, da bi bil uspešen, pa da bi imel denar. Nisem pa mogel znotraj sebe pravih občutkov ustvariti, ker mi moja realnost na plačilni listi v službi nikakor niso upadala z mojo željo. Ali pa
avto, ko sem ga vozil, me nikakor nisem mogel v tistem avtu videti, da lahko jaz dejansko ta denar zaslužim na mesec. Dejansko nisem mogel občutiti tega in tukaj sem se ustavil. Tukaj sem se ustavil pri 23 in sem to začel konkretno razreševati šele pri 28-29 letih. Rabil sem 5 let časa, da sem znotraj sebe spucal svojo psiho in svoje občutke za to, da sem lahko naredil energijsko poravnavo glede tega, kdo sem in kaj sem sposoben narediti. Ko sem to naredil, se je začelo moje življenje v popolnoma drugo smer obračati. Meni nihče ni tega povedal. Meni nihče ni seminarja naredil. Meni nihče ni coachal. Jaz nisem hodil na nobene tečaje nikomor. Jaz nisem nobenih knjig bral. Vse te zadeve, ko se zdaj pogovarjamo, sem doma meditiral, sem gledal ljudi, ko sem jih pač imel za neke vzornike, sem iskal nekaj, kako se lahko jaz spremenim. In večina razlogov, zakaj nisem imel financ, je bilo čisto druge, kot sem mislil, da so. Večina razlogov je bila v moji nesamozavesti. Večina razlogov je bila v tem, da sem dvomil na določenih področjih vase. Večina razlogov je bila, da sem bil len, to je zelo pogost razlog. Večina razlogov je bila v tem, da nisem znotraj sebe znal skoncentrirati energije. In pri 29, takrat v tistem obdobju se je začelo to obračati. Spomnim se, ko sem prvič zaslužil 3-kratnik tiste plače, ko sem takrat hodil v službo, pa 4-kratnik, pa 10-kratnik. In je bilo ful zanimivo. Zaradi tega, ker sem gotovil, da mi je fajn, da mi paše ta energija, da se ful dobro počutim v njej. In potem sem gotovil, da tudi ljudje rabijo odgovore. Preveč ljudi je hodilo k meni, ko so bili izgubljeni glede tega. Preveč ljudi povezuje srečo v življenju z denarjem. Denar nas ne naredi srečne. Ampak pišoka ne morem mimo dejstva, da nisem spoznal srečnega človeka, ki bi ga imel, ki ga ne bi imel. Razumete? Pravim, da denar ne naredi ljudi srečne, ampak brez denarja si ekstremno težko srečen v tem svetu. Se ti lahko imaš, jaz sem bolj duhoven, veš, jaz ne rabim tukaj za sebe. Jaz bolj pomagam s prano, jaz bolj tako delam v življenju. Ne moreš biti na ta način srečen. Zaradi tega, ker ne morete opcije odpirati v življenju, ker ne morete jesti kvalitetne hrane, ker ne morete otroka poslati v tisto šolo, ki želite. Zdaj se pogovarjam s prijateljicami, ki imajo otroke. Jaz nisem vedel, da vrtci stanejo 500 evrov na mesec, ali pa 600, ali pa 300, dobri. Nisem tega vedel, jaz sem to šele zdaj ugotovil. Ti imaš otroka in ga niti ne moreš poslati v tisti vrtec, ki želiš, če nimaš denarja. Ti niti ne moreš avta rentati v ZDA, če nimaš denarja. Ne moreš. Se spomnim, ko smo šli s Kristi prvič na daljše potovanje, in smo gotovila, da če hočeš avto rentati, da moraš dati depozit. Kak depozit? Se ga bom vrnil nazaj, se ga bom razbil. Ja, gospod, morate položiti. Če nimate kreditne kartice, morate položiti denar. Ja, nimam denarja tukaj. Ja, pa ne morate avto rentati. Gotovil sem, da nič ne moreš narediti. Gotovil sem, da če imaš denar, se lahko operacijo plačaš. Jaz nisem imel nikoli dobene težke operacije. Ampak sem imel pa enkrat meniskus poškodovan. Stara poškodba športna, zarasla sem je, nisem šel nikoli zdraviti in sem 15 let kasneje obrabil koleno. Ena vez se mi je pač strgala noter. Bil sem pa športnik, včasih sem imel ful močne vezi in sploh nisem čutil, da imam toliko poškodovano koleno. Skratka, grem jaz na operacijo. Grem zdravniku, seveda po napotnico zdravniško na pregled. Ja, gospod, imate meniskus strgan, morate iti na operacijo, priporočamo, da se naročite. Se jaz naročim na čakalno listo operacije in reče, ja, čez 14 mesecev boste ste na vrsti, imate termin. Mene pa noga bolela in sem rekel, jaz sem 14 mesecev zdaj krumpo, ne? Jaz sem 14 mesecev zdaj čakal, zato da se mi bi operacijo naredil, jaz bi zdaj imel, jaz bi čez 14 mesecev že bil rad zdrav. In reče, ja, to je taka čakalna vrsta in to je to. Koliko je pa samoplačniško? In mi pač povejo ceno za samoplačniško, ni bilo zdaj nekaj grozno veliko, mislim, da je bilo nekaj, 2000 evrov pa še nekaj je bila operacija. Tako, ni bilo pač zdaj, ne vem, tukaj vse na operacije, ko so po 20-30 ur, ne. Sem rekel, ok, grem pa je samoplačniško. Zdaj sem pa zdaj na vrsti. Ja, gospod, sicer je ful začakati, ker je res veliko samoplačnikov, ampak boste šele čez 2 meseca. In pa sem se začel pogovarjati z ljudmi, ki imajo resne zdravstvene probleme. Resne. Ne koleno, ki lahko ti sam prežvečiš, da te malo špika. Ko imajo presaditev organov, ko imajo transplantacijo stvari v telesu. Ko je bil Neil Donald Walsh v Sloveniji, smo bila z njim vsak večer v hotelu na večerji. In nas je zanimalo, kakšen je zdravstveni sistem v ZDA. Zanimalo je.
kakšen je zdravstveni sistem v ZDA, kakšno je življenje v ZDA od nekoga, ki živi dejansko v ZDA. In ga vprašamo, kakšno je socialno zavarovanje, ko je tu polemika, ne, v ZDA glede socialnega zavarovanja. In je rekel, nihče v ZDA vas ne bo pustil na pločniku, če boste poškodovani. Če boste poškodovani, bolni, če bo karkoli narobe z vami, vas nobena bolnica ne bo pustila pred zaprtimi vrati. Vsi vas bo vzeli in vas bo sanirali. Samo potem, ko boste vi sanirani, bo prišel gospod k vam in vas vprašal za podatke, ker boste dobili račun domov. In eden najpogostejših razlogov, zakaj v Ameriki normalno stoječe družine bankrotirajo, je zaradi tega, ker se eden v sorodstvu zboli ali konkretno poškoduje in pride faktura za 150, 200, 300 tisoč dolarjev. In potem mora cela familija plačati ta denar, zaradi tega, ker večina Američanov nima dobrega zavarovanja. In potem sem Nila vprašal, koliko je pa strošek mesečnega zavarovanja za povprečno, za 4-člansko družino, polno zavarovanje. Povedal sem mu, kakšno je polno zavarovanje v Sloveniji, kaj to pri nas krije, a ne? Tisto imaš osnovno zavarovanje plus dodatno zavarovanje, ki ti v bistvu krije stvari, a ne? In je rekel, polno zavarovanje za 4-člansko družino v ZDA, če imate vse tako, da vam res ni treba nič plačati, je $10,000 na mesec. Stroška. In bila sem, Nil, se si v letih, a si prav povedal? Ja, $10,000 na mesec je polno zavarovanje za bolnišnično oskrbo, ki krije operacije, zdravnike, zdravila, vsa zdravila za 4-člansko družino. Veste zdaj, o čem govorim, ko govorim o materializaciji obilja? Jaz ne govorim danes tukaj o jahtah, ne govorim o privatnih reaktivcih, ki ga rentate, ne govorim o tem, da imate 7-nadstropno hišo in marmor povsod. Ne govorim o tem, Beverly Hills načina življenja. To je res glupo včasih. Včasih pride fajn, ampak v večini primerov ljudje res tega ne rabimo, nekega, kak je izraz lep, ven metanja, ne? Ne rabimo v resnici tega, ampak rabimo pa vseeno obilje, če hočemo kvaliteto živeti. Tudi ste videli, da dobre stvari stanejo. Ajdov kruh z orehi, ali pa kamutov kruh, ali pa kaj jaz vem, kakšni naravni kruhi, whatever so že, so 2-krat dražji od navadnega belega puhastega kruha. Na eni osnovni dobrini imate 200-kratnik marže ali pa cene, karkoli, če hočete samo kvaliteto v neki stvari dvigniti. In nažalost je tako v tem svetu. Vožnja v avtomobilih, ki so dobri, ki imajo dobre airbage, dobre zavorni sistem, dobre gume je dražja. Vožnja v letalih, v poslovnem razredu, kjer nisi zlaman, kjer te ne boli vse, je dražja. Jaz se spomnim, ko smo enkrat šla čez oceanski let v ekonomskem razredu. In jaz sem velik, pač ne. Pač vi ne vem, vi, ki ste pod 1,80 m, ne razumete stiske ljudi nad 1,90 m na letalu v ekonomskem razredu. Zaradi tega, ker imaš tukaj, stegnjenica je fizično daljša od prostora, ki je stola pred tabo. To se pravi, ko sediš, je stegnjenica moja daljša, moram skozi imeti tako noge narazen, cel let. In potem, če še tukaj gospod ali pa gospa, ki je bolj obilna, mi to jemlje in sem stisnjen. Zdaj si pa predstavljate, da se furate 8 ur tako. Ko ti prideš na letališče, si zlomljen, ti nimaš kaj delati, ti ne moreš nič funkcionirati, ti raš en dan, da rehab narediš, da prideš k sebi. In pa smo enkrat s Kristi, takrat se spomnim, je rekla, Kristi, veš, kako imam iti v business klasu. Letela smo pa v Dubaj. In bil kratek let, to je 6-urni let, iz Beograda letimo v Abu Dhabi. Letimo v Abu Dhabi v business razredu in je bilo čisto drugače. In se uležaš in spiš in masirate, stol se hladi ali greje, vmes imaš kosila, pokrijete, očala dobiš, nadoneš podočnjakov, skozi te filajo s pijačo, filme gledaš, skozi ti ponujajo slušalke, copatke, odejo, imaš svoje stevardese in stevarde. In se sploh ne gre za to, kak car si, ker letiš v business klasu, gre se za to, da priješ spočiti iz letala. Ker če imaš ti pol sestanek, ali pa če imaš ti potem hočeš uživati, najmanj, kar si želiš, je, da rabiš en dan, da kse priješ. Najmanj, kar si želiš, je, da vohaš sosedove noge, ker v ekonomskem razredu se vsi sezujejo. Ampak v poslovnem razredu pa drugače, ampak poslovni razred je 3-krat dražji od ekonomskega. Hočem vam samo povedati, da se ne gre v življenje, ko govorimo o materializaciji obilja, zato, da se ven mečete. Gre se za to, da lahko izbirate opcije, da lahko živite tisto frekvenco življenja, ki je vam bolj všeč, da ste lahko bolj spočiti. Jogi, na kateri dobro spite, so dražji.
hiše, ki dobro tesnijo, so dražje. Moramo biti ful iskreni. In jaz sem hotel kvaliteto za svoje življenje, jaz sem hotel čip življenja imeti. Kdo pa hoče poceni življenje? Nihče ga noče v resnici. Ampak večina ljudi ima naravnano znotraj sebe, tako da nima druge izbire. In pravim, kjerkoli ste trenutno v življenju, se lahko sami odločite, kam boste šli, ko se gre za finance. Zato sem naredil seminar Finančna dimenzija. Nisem ga naredil zaradi tega, ker bi hotel učiti o financah. In ne bom učil o financah. Seminar Finančna dimenzija ni seminar, kjer bom učil zakone dobrega računovodstva, kjer bom učil, kakšno je gospodarsko pravo, da bojo ne vem kakšne pogodbe držale na sodišču. Ne bom učil, kakšne veleprodajne pogodbe morate narediti, da boste lahko važili izdelke ven pa iz države. Ne bom vas učil, kakšne so zakoni za deklaracije. Nič od tega se ne bom učil na Finančni dimenziji seminarju. Se bomo pa učili, kakšni so metafizični zakoni, ki jih lahko vsak izmed vas uporablja in katere imate dostop, zato da lahko vaše osebno ali pa poslovno fizično življenje drugačno. Predvsem tako, kot vi želite. Zaradi tega, ker je ful velika razlika, ali ti v življenju živiš in razumeš, kako funkcionira manifestacija, ali pa ti v življenju živiš in funkcioniraš tako, kot ti kolektiv določa. Ker večina ljudi funkcionira tako. Večina ljudi ima limite v glavi in večina ljudi ima načine delovanja v glavi, zaradi tega, ker so naučeni tako, ker so jih naučili, da morajo imeti limit v glavi, ker so jih naučili. Pravi, da 90% podjetij v 2 letih propade, novo ustanovljenih. Ja, ampak propad ne zaradi tega, ker bi bil to zakon, ampak zaradi tega, ker je kolektivna naravnanost taka. Ti ne moreš kot podjetnik propaditi, če ti štekaš svojo firmo. Ti ne moreš sesuti svoje firme, če ti razumeš, kako se tvoje podjetje razvija, če se ti razvijaš z njo, če veš, kako informacije konzumirati, če znaš narediti tisto, kar je treba narediti, da je podjetje zalito, da znaš pridobivati stranke, ti ne moreš bankrotirati. Ampak večina ljudi gre s to mentaliteto že v biznis. Jaz poznam ljudi, ki so bankrotirali samo zaradi tega, ker so pričakovali, da bodo bankrotirali. Ker je bilo logično, da bankrotirajo, ker so vsi. Oče je probal s firmo in je bankrotiral, dedek je imel neko obrt in bankrotiral, je valjda, da bom jaz tudi, če sem njihov sin. To je mentaliteta večine ljudi. A ste opazili, zakaj otroci staršev, ki so premožni ali pa podjetni, so ponovadi tudi sami premožni ali pa podjetni? Zaradi tega, ker se mi naučimo lahko tega. In na tem svetu ni tako, da je denar ali pa da je obilje manifestacije rezerviran samo za nekatere. To vas hočejo konstantno prepričati. Drugi, da so samo oni tam gor tisti, ki imajo možnosti. To ni res. Vsak človek v tem vesolju sam zase izbira, kdo je. In vsak človek v tem vesolju izbira, kakšne bodo njegove odločitve in kako bo razmišljal. In za seminarjem Finančna dimenzija bi rad ljudem pomagal razumeti metafizične zakone ustvarjanja obilja. Metafizične zakone upravljanja lastne energije. Kako se čustvena energija spremeni v manifestacijsko energijo. Rad bi jim razložil ta proces. Rad bi vam pokazal, kaj je tista energija, ki s 1000 evrov naredi 10 000 evrov ali pa 100 000 evrov. To smo mi da s Kristi dolg časa ugotavljala. In ko smo začela ugotavljati, se nam je življenje popolnoma spremenilo. Se spomnim, ko je prva predstavitev knjige sem dal ven. In pride 450 oziroma 500 ljudi na njo. In bilo tisto, wow, odkje pa to, odkje pa ta folk? In pa so se začele knjige prodajati. Knjige, misionarka, ne? Knjiga za ženske, je razprodana, moramo spet ponati izdelati. In gre zdaj v ZDA ven, in gre zdaj v Srbiji ven. Po celem svetu gre knjiga. In potem, ko smo začeli razumevati metafizične zakone, smo začeli ugotavljati, da lahko pa mi dva spikerja pripeljamo v Slovenijo. In smo pripeljali Nila Donalda Walsha in smo mu organizirali največji seminar v Evropi. Nil še nikoli ni imel takšnega seminarja v Evropi, kot ga ima v Sloveniji, zaradi naju. Potem je prišel Jay Shetty in smo mu organizirali največji seminar v Evropi. Ne v Nemčiji, ne v Moskvi, ne v Berlinu, ne v Londonu, ni imel nihče takih seminarjev. Ne Nil, ne Jay. In potem smo ugotovili, da nekateri drugi ljudje v Sloveniji stavijo, da ne bomo mogli speljati takšnih seminarjev. Ker so bili ljubosumni, ker jih oni niso mogli speljati. Mi dva smo jih pa. In ne pravim, da smo mi dva karkoli posebna, sploh ne. Pravim pa, da razumemo, ko se gre za manifestacijo obilja. Pravim pa, da vemo, kako stvari pušnati naprej.
da vemo, poznamo sebe, vemo, kdo smo kot kreatorja in vemo, kaj je treba narediti na psihofizično čustvenem nivoju, zato da se zadeve spremenijo in postavijo na pravo mesto. In karkoli se boste odločili v svojem življenju, da boste naredili in je povezano z vašo osebno vizijo, lahko naredite. To sem videl pri sebi. Nikoli nisem si predstavljal, da bomo delala takšne projekte, kot jih delamo na takšen način. In potem, ko ti kreneš to energijo ustvarjanja, ti vesolje odpre vrata, ko daš ti vesolju znak, zato, ko vidijo, da si resen igralec pri manifestaciji, ko vidijo, da si resen igralec, ko se gre za ustvarjanje, resen igralec navsezadnje v podjetništvu, takrat želijo vsi delati s tabo. Eden izmed razlogov, zakaj, ko si ti enkrat ful uspešen podjetnik v svetu, imaš vsa vrata odprta. Ko si ful uspešen manifestator v svetu, imaš vsa vrata odprta. A ni to malo nefer? Oni na vrh imajo vsa vrata odprta, oni spodih pa dobenih. Ampak to je vedno odločitev, oni na vrh pa oni v spodih. Ne govorim tukaj, da je kdo na vrh pa do spodih v hierarhiji. Govorim samo, da se nekdo odloča, da se bo odprl vrata, nekdo pa ne. In finančna dimenzija, seminar ni seminar o računovodstvu, podjetništvu, pravu, poslovnih priložnosti, ne bom predaval o kriptovalutah, ne bom predaval o investicijah v nepremičnine, ne bom predaval o startupih, ne bom predaval nič od tega. Vam bi pa rad pokazal, kaj je tisto, kar rabite imeti vi znotraj sebe, naravnani, kaj morate kanalizirati kot višji jaz in kater celični spomin znotraj sebe rabite odklenati, zato da boste lahko delovali na katerem koli področju. Boste se pač odločili. Ko ti enkrat znotraj sebe si postavljen energijsko, takrat je načeloma vseeno, katero platformo izbereš za svoj biznis. Ali delaš z ljudmi, ali delaš, uvažaš, izvažaš, ali si v bančništvu, ali si v nepremičninah, ali si majhen SP, ali si velik del, ali si delniška družba, vseeno je. Zaradi tega, ker samo uporabljaš orodje podjetja za to, da svojo energijo materializiraš in plasiraš na trg. Nikoli se ne gre za to, kaj počnete, gre se za to, kako počnete stvari. Zato imate ljudi na svetu, ki so uspešni v vsaki branži. Imate frizerje, ki so milijonarji, to je malo izziv, morate priznati, biti frizer pa biti milijonar, ampak jih imate. Imate ljudi, ki so borzni posredniki pa so milijonarji, imate ljudi, ki so profesori pa imajo veliko denarja, imate ljudi, ki imajo kmetijo pa imajo veliko denarja, imate ljudi, ki imajo uvozno podjetje pa imajo veliko denarja in imate kontra, imate ljudi, ki imajo uvozno podjetje in imajo malo denarja, imate kmete, ki so brez denarja in imate borzne posrednike, ki so brez denarja. A niste opazili, da se ne gre za področje? Ne gre se za to, kaj delate. Vesolje vse in kaj delate, ker itak je treba vse delati. Itak je treba na tem svetu vse delati, če hoče družba funkcionirati. Rabimo vse to, kar sem naštel in še 1000 druge stvari. Odvisno, ali boste uspeli ali ne, je o tem, kako delate stvari. Kako delate to energijsko poravnavo znotraj sebe, kar sem prej omenil. Kako so vaše čustva, misli, energija in višji jaz poravnani. Če imate vi konflikt, če je vaš ego v konfliktu z vašim višjim jazom, z vašo dušo, z vašo izvorno energijo, vi lahko delate najbolj pravo stvar na svetu, pa ne boste mogli nikoli prekoračiti tiste kritične mase obilja. Zato lahko date človeku, ki nima v življenjskem poslanstvu ali v duši odločitev, da bo nepremičninski investitor, mu lahko date najboljši projekt, pa ga bo zafrknil, ker ga ne bo mogel speljati. To je, ta poravnava energijska je tisto, kar nam omogoča, da idejo kanaliziramo od tukaj in jo naredimo resnično tukaj. Poravnavo delamo ljudje. In ljudje, ki jih poznate, ki so v življenju uspešni, imajo poravnavo. Vedno vsako stvar v tem življenju, na tem planetu, ki je uspešno, določa, kako je poravnana. Tudi vaš zakon, partnerska zveza funkcionira, ko ste poravnani. Ko je vaš mental, ko je vaše čustvo, ko je vaše fizično izražanje usklajeno med seboj. Vaš zakon ne more funkcionirati, če niste vi kot človek poravnani. Ker vaš partner ne ve, kdo ste. Ker popoldan se pogovarja z eno verzijo vas, zvečer se skrega z drugo verzijo vas in po noč seksa s tretjo verzijo vas. In zdaj ne ve, kdo za vraga ste. In to isto ljudje delajo v vesolju. Zjutraj so zafrustrirani, ker so mogli stati in iti v službo in sovražijo cel svet. Popoldan si začnejo želeti stvari, zvečer so pa napumpani, da bojo tudi oni v življenju uspešni.
In pa je vesolje ful zmedeno. Kaj ti naj zdaj dam? A ti naj dozamem, ali ti naj dam, ali kaj ti naj prinesem? Kaj naj naredim s tabo, dete Božje? To je ponovadi vprašanje vesolja, ko gleda človeka. Če si pa ti poravnan, je pa zelo simpel. Če si ti fokusirano poravnan na vseh področjih sebe, je zelo simpel s takim človekom delati. To imate te ljudi, ki so navdušeni nad nečem. Poznate kakšne ljudi? Ko jim je ful jasno, kaj hoče delati, ko jim je tako prav jasno, kaj čutijo znotraj sebe in to izražajo. S takim človekom je zelo enostavno. Veš, kaj pričakovati od njega, veš, kaj bo naredil, veš, kje bo jutro ob 4. Najverjetneje bo laufal tam na stadionu, če je atlet. Najverjetneje bo pisal knjigo v svoji pisarni, če je pisatelj. Ne bo dobenega upora. In vesolje pride in reče, kaj rabiš? Rabim nov naslov knjige, izvoli. To sem pri sebi opazil. Ko sem hodil v šolo, jaz pa šola smo bila dva različna pojma. Sem naredil maturo, na gimnaziji sem bil v redu, tako, glih toliko, da sem delovno pogodbo obnovil vsak let. In pa sem šel na faks in sem se na faksu učil stvari, hodil sem na ekonomijo, pa pravo nepremičnin sem študiral. In nikakor se nisem mogel poistovetiti s šolskim sistemom. Knjige na način, na katerega so mi jih predajali v šoli, niso bile moja stvar. Sploh se mi je na faksu zamerilo to, ko smo se učili ekonomiko podjetja, makroekonomijo podjetja iz leta 1979. Glih je Facebook prišel ven, glih smo app naložili na telefon, glih je Mark Zuckerberg, IT industrijo socialnih omrežij zalaufal, mi smo se pa Titovo podjetje učili na faksu. In tisti dan sem videl, da nisem na pravi šoli. In potem sem sam začel pisati knjige. Ko sem začel pisati knjige, to izgleda pri nama tako. Mi da se usedemo, vemo, kaj želimo s knjigo narediti, vemo, kdo smo kot pisateljna. Pride knjiga v glavo, bam, v 2 mesecih je spisana. Cela knjiga. Mislim, narko imaš 400 strani. Napišemo knjiga pol leta ali pa 1 leto. Kristi ima celo rekord 3 tedne. V 3 tednih je spisala Nebesa ne pozabijo knjigo. Zaradi tega, ker je poravnana. Zaradi tega, ko pride Matthew Hussey, zdaj kmalu v Slovenijo, vemo, kaj narediti, zato da bo stvar tako, kot je treba. Zaradi tega, ko je prišel Neil Donald Walsh, smo vedela, kaj je treba narediti, zato da bo stvar takšna, kot je treba. Zato vemo, kaj je treba narediti in vesolje nima nobenih problemov z nama. Pride nam da projekt in ga uresničimo. Pride nam da projekt in ga uresničimo. In potem kličajo ljudje, ki želijo preko naju ali znanja s pomočjo projekte uresničiti. To je tisto, kar ti naredi poravnava energijska. Kdo se pa matra v življenju? Matrajo se ljudje, ki niso poravnani. Ker neporavnan energijsko delati stvari, manifestirati stvari je tako, da najprej nekaj narediš in zrušiš. In narediš in zrušiš. In narediš neko stvar in jo sprot podereš. Zaradi tega, ker en del tebe zgradi, drug del tebe jo pa sabotira. To je razlog, zakaj ljudje nimajo denarja. Zakaj imajo pa mafijci denar? Žmahar, če si toliko pametno, ne? Zakaj imajo pa mafijci denar? Ne bi zdaj sicer veliko seciral teh poslov, ampak mafijci imajo tudi denar zaradi tega, ker so poravnani. Sicer je smer, ni glih svetloba, ampak je tema, ampak so poravnani. To sem vam hotel povedati, da ni nekdo drug tak, ki vam določa. Da ni nekdo drug tak, ki vam bo limit postavljal. Mi smo tisti. Oba s Kristi smo bila v situacijah, ko smo mogla šteti kovance. Oba. Kristi je bila ful revna. Ko sem jo spoznal, sta z mami živela sami, sta imela ful velike finančne težave. In se spomnim, ko sem enkrat prišel in je kovance njena mama štela, zato da je šla dejansko kruh kupiti. Dejansko, da je šla kruh kupiti. Jaz tega nisem vedel, ker sem vedno prihajal iz familije, ker ni bilo nikoli finančnih problemov. Pa se mi dobro šele, ko sem šel za sebe živeti. Pravim samo, da vem, kako je, ko ti se matraš in vem, kako je težko najti upanje takrat. Kako je težko takrat videti stvar, ko si ujet v službi, ki ne maraš in ne vidiš vizije zase. Ko ne veš, kaj je ta zdaj biznis, s katerim bi se ukvarjal. In si investiral v neko stvar nekaj in ne veš, kako za vraga ven. Vem, kako je ta stvar in vem, kako je, ko delaš na svojem področju, kot ti je všeč in vsi želijo delati s tabo. In te skozi ljudje kličajo in želijo delati s tabo. In lahko povečaš denar za 100 ali pa 200% na mesec, če želiš. Ker veš, kaj moraš narediti. In rad bi vam dal prek seminarja Finančna dimenzija to. Zato, da boste vedeli, kako stopiti v življenju, da boste razumeli planet. A vi veste, da na planetu Zemlja, če hočemo manifestirati, svetlobo manifestirati, da rabimo biti usklajeni z manifestacijo planeta.
Ljudje tukaj že jim zazmanjka. Večina ljudi nima te zavesti več in tako, kak planet žmaha, daj mi ti denar. Bolje mene za planet, ne? To se tudi vidi v tem svetu, da večina ljudi bolje za planet. Ampak planet Zemlja je ta mati Zemlja, Lady Gaia jo mi imenujemo, je energija, ki v resnici financira vaš biznis. In če ste vi usklajeni s planetarno energijo, če vi čutite ritem planeta, ki narekuje zavest, ki živi na njemu, če imate vi to duhovno zavedanje, potem boste vi lažje svojo idejo plasirali na planet. Če imate vi duhovno zavedanje o sebi, kdo ste kot višji jaz, kdo ste vi kot eterično bitje, boste lažje manifestacijo delali. Manifestacija ni zemeljska stvar. To je to, kar folk pogrne v razmišljanju. Manifestacija ni zemeljska stvar, manifestacija je energijska stvar. Zato lahko ste vi najbolj priden človek na tem planetu, ampak če boste narobe manifestirali, se boste samo zgarali. Zato imate ljudi na tem svetu, ko so zgarani. Ker če bi bila manifestacija fizična stvar, bi fantki in punčke, ko pri 7 letih v Indoneziji, na Tajvanu pa na Filipini šivajo obleke, ki jih Evropejci pa Američani nosijo, bili bogati. Imeli denar. Koliko ti pa 14 ur dela na dan, dela predanega, fokusiranega, ne da obilja? Ker se ne gre za delo samo. Gre se za način in notranjo poravnanost. Zato imate ljudi v svetu, ki delajo 2 ure na dan in v teh 2 urah zaslužijo več kot večino ljudi v celem letu. Zato imate ljudi na tem svetu, ki v enem dnevu za torbice in obleke zapravijo več kot povprečen človek zasluži v 10 letih. Ne gre se za to, kaj počnete in ne gre se za to, kdo vam je določil stvari, gre se za to, kakšno poravnavo imate. In v vesolju in v naši zavesti obstaja ogromno vzvodov, energijskih vzvodov, katere ljudi uporabimo v življenju, zato da lahko gremo hitreje naprej v tisti viziji, ki jo imamo zase. Vi ne rabite 10 let garati za to, da uspete v tem, kar počnete. Vi lahko uspete hitreje. Vi lahko sebe izraste na večji način. In to bomo delali na finančni dimenziji. Razumeli, katera je vaša čustvena naravnanost, ki jo rabite imeti znotraj sebe, da lahko manifestirate. In kaj boste zdaj vi naredili z manifestacijo, vaša stvar? Ali boste namesto 1000 evrov zaslužili 2000 evrov, ali boste pa pač več. To je čisto vaša odločitev. To vam išče ne bo določil. In ko sem dal ta seminar ven, je folk pošizil. Krog pošizil je. In so začeli se prijavljati in so začeli ljudje klicati in pisati in ljudje zanima to, ker dolg časa imel denar napačno oznako. Ja, valjda v času nacionalizacije in denacionalizacije se marsikaj z denarjem dela, ne? V času določenih ljudi, ki privatizirajo zadeve na takšen način, ljudje dobijo grenek priokus. Jaz sem bi rad, da vi v življenju začnete koristiti možnosti. Ja, jaz nisem finančni svetovalec, še enkrat. Pri meni ne bo tudi, jaz imam računovodje, ki delajo za mene in odvetnike, ki jih pokličem, kar rabim zadeve urediti. Tudi drugi delajo za me, ta zemeljski aspekt biznisa. Moja naloga pa je, da zagotavljam kreativno, ustvarjalno in leadership energijo v tem, kar počnem. Rad bi vam sam povedal, da imate tudi to energijo vi v sebi. Preveč zgodb sem videl tukaj v ateljeju. Ko je folk prišel leta 2015 in je leta 2017-16, ne vem, bil postavljen. Preveč zgodb sem videl. Videl sem vse možne scenarije tukaj. S Kristi bom enkrat knjigo napisala. Videl sem ljudi, ki so imeli rake v 3. stadiju. Videl sem ljudi, ki so bili toliko zdravi, da so kar pore buhtele. Videl sem ljudi, ki so bili multimilionarji, ljudi, ki so bili toliko zadolženi, da so imeli čudne misli. Ljudi, ki so bili toliko srečno zaljubljeni, da bi lahko cel svet objeli. Ljudi, ki so bili toliko nesrečno v zvezah, da niso vedeli, kaj ne naredijo. Vse profile ljudi, od 18 do 80, moške in ženske, otroke in ne vem kaj, zaposlene, podjetnike, ministre, sodnike, vse možno tukaj predstaviti. In hodi sem. In videl sem, kaj je tisto, kar tebe določa, da ustvarjaš v življenju obilje in kaj ne. In gre se za odločitev. In me sploh ne zanima, kje ste trenutno. In me sploh ne zanima, kakšne starše ste imeli in koliko so vas naučili in koliko vas niso naučili, zaradi tega, ker tukaj dalje lahko vi sami spreminjate stvari. Z mojim seminarjem, z mojimi nasveti ali pa brez njih. Vse sploh ni pomemben na vse zadnje. Rad bi vam sam povedal, kot nekdo, ki je naučil sebe upravljati energijo,
da lahko tudi vi to naredite, ker nisem nič drugačen. Vse strahove, vse dvome, vso jezo in ves bes na ta svet, tako kot ga mogoče nekateri izmed vas čute, sem tudi jaz čutil. Vse strah pred padcem, strah pred tem, da ne bom mogel plačati stvari, strah pred tem, da mi ne bo uspel, strah pred tem, da sem loser, strah pred tem, da stvari ne funkcionirajo. Isto sem imel. In sem lahko iskren z vami. Še vedno včasih pride kak feeling, ki mi ni prijeten. Še vedno. Potem pa narediš en projekt, drug projekt, tretji projekt, četrti projekt in vidiš, da zadeva teče. Sam rad bi vam dal to moč, zato, da boste naredili stvari tako, kot si želite. Mene je sam ful všeč, da ste danes tukaj zaradi tega, ker pomeni, da ste zavestno izbrali oziroma iščete spremembo v svojem življenju. Ker večina ljudi to nezavedno naredi, večina ljudi življenje ošamari. Ker če ti zavestno ne spreminjaš življenja, ti bo pa karma, ti bo pa življenje ga pomaga spremeniti, če si na napačni poti. Ampak ful ni fajn spreminjati življenje tako, da zboliš, da ga moraš spremeniti. Ali pa tako, da službo zgubiš, da ga moraš spremeniti. Ali pa tako, da ti podjetje bankrotira, da ga moraš spremeniti. Sebe. Gotovil sem, da ta način, da sam sebe iniciativno spreminjaš, boljši. Manjkrat imaš krvav nos, manjkrat te boli križ, lažje je. Vi lahko živite življenje, kakorkoli hočete, ker imate 100% lastništvo nad njim in nihče vam ne bo nič sugestiral. Jaz bi sam rad, da ga živite tako, kot vi želite zase. In če vam lahko neka stvar pomaga, zato da lahko en del sebe postavite, odkrijete in da lahko hitreje mogoče neko stvar naredite, zakaj ne? Why not? In jaz vedno mojim tečajnikom rečem, kako srečo imate, da ste na najnih tečajih. Vedno. Ožmahar, ti si pa tak poran. Ne, nisem poran, sam srečo imate, ker ste na najnih tečajih. Pika. Zaradi tega, ker vem, kaj je tista informacija, ki jo dobiš na tečaju. Ker vem, kaj je tisto, kar ti neko zavedanje samega sebe pomaga spremeniti življenje. Ko smo Nala srečali prvič, je bil človek, za katerega nisem bil čisto prepričan, zakaj ga je Kristij povabil na eno življenje. Res nisem bil prepričan, sem bil prijazen, sem sprejel in sem opazoval, zaradi tega, ker je Nal imel ekstremno neporavnavo. Ko pa danes Nala pogledam, vidim pa enega najbolj fantastičnih, energijsko močnih in postavljenih ljudi v psihi, v energiji, v čustvih. In če bi mogel zbirati top 10 ljudi na svetu, ko sem ponosen na njih, bi Nal bil eden izmed njih. Ampak Nal je to naredil zaradi tega, ker se je odločil. In sam vam polagam na srce, da ne čaka, da se drugi odločijo za vas. Moj šef se dolgo časa odločil za mene, pa ni mi bil rezultat všeč. Drugi ljudje so se dostikrat poskušali odločiti za mene, pa ne gre. Kaj se vam v resnici zgodi, ko se hoče folk odločiti namesto vas? Zobe se vam pokažejo, ne? Ker kremplji vam ven pridejo. Sam, ker si dostikrat v poziciji, ko si odvisen od njih, pa nimaš kaj narediti, ne? Ja, gospod šef. Tako je ponovadi, ne? Saj vem, kako je požirati slino v misli, z noci pa misliš, ti ima. Vem, kako je ta feeling. In zakaj bi hotel to zavestno imeti, tega ne razumem. Ne razumem, zakaj bi folk hotel zavestno imeti omejitev v življenju. Poznam ljudi, ki so invalidi. Poznam ljudi, ki so se vdali v tem, da so invalidi. In poznam ljudi, ki so sleherno možnost iščejo in raziskujejo, zato da bo lahko spet hodili. Spet so dve vrsti ljudi. Jaz imam ful veliko srečo, karkoli odločitev in sem zdrav. No, niso si zdravi. In eni ljudje so se vdali in so rekli, tako je, Boge sem, pač preživljite me. Eni ljudje se pa fajtajo. In ne boste verjeli, koliko čudežnih zmag je, ko se gre za življenje. Koliko hitro se usode obrnejo. Koliko hitro se usode postavijo, ko se človek naravna. Ravno kar imamo z Nalo eno skupno prijateljico, ki je imela izzive s financami, ne? Dolg časa. Koliko dolg? Par let. In se ženska tako ne da, zaviha rokave in se sfajta v svoji psihi, v delu. Res tako zaviha rokave in gara. In si je postalo življenje. Čist pred našimi očmi si je postalo življenje. In v tistem trenutku, ko najbolj rabila, so se vrata odprla in je prišel v njeno življenje nova priložnost, nov biznis, ki je sem tako lahko zadihala. Hočem vam povedati, da takrat, ko vi naročite, takrat pride. To je tako. Takrat, ko vi rabite, takrat vam vesolje da odgovor. Zato
nimamo danes časa, da gremo energijsko poravnavo človeka čez. Zato sem danes hotel narediti vodno predavanje za seminar Finančna dimenzija. Ne zaradi tega, da vas jaz silim tja, sploh ne. Zaradi tega, da vam dam informacijo, o kateri energiji in na kakšen način bomo govorili. Zato, ker ne želim, da dajete denar za nekaj, kar ne veste. Zato nisem dal samo enega bannerja in ampak sem hotel, da pridete sem in me lahko po tečaju oziroma po predstavitvi vprašate stvari. Veliko ljudi je kar kupilo karto in šlo na seminar in sploh so rekli, ne rabim priti sem, ker pač sem se že odločil. Ampak jaz sem tudi včasih tak. Če vidim neko stvar, pač hočem preveriti, hočem pogledati, kdo je model, ko bo govoril tam. Hočem videti, kdo so sumljivi ljudje, ko so tam. Kaj se dogaja, kakšen je vibe, kaj je to? In hotel sem dati samo eno stopničko bliže danes, da boste razumeli. Zato bomo zdaj tudi naredili meditacijo, zato da bomo naredili eno mini meditacijo gledanja blokad, ki vam preprečujejo, zakaj bi vi lahko manifestirali obilje v vaši psihi, v vaši podzavesti. Tako da to bomo zdaj naredili. Ampak rad bi vam sam povedal, da je seminar Finančna dimenzija ena najbolj nenavadnih stvari, ki sem jih jaz v življenju počel. Ena najbolj nenavadnih, nikoli roko bi v ogenj dal, da ne bom nikoli počel. Ampak je prišla vizija in smo jo uresničili. Ena izmed dobrih stvari je Finančna dimenzija, da je seminar čist drugačen od vseh seminarjev, finančnih in poslovnih, ki sem jih jaz bil na njih. Ali pa, ko ste vi bili na njih. Ne vem, kje ste bili, ampak definitivno je drugače. Rad bi vam pokazal vašo manifestacijo iz vaše notranjosti navzven. Ne bi vam rad govoril o zemeljski manifestaciji, ampak vam bi rad povedal, kje imate možnosti na nivoju višjega jaza, na nivoju eteričnega dela sebe. In kako za vraga aktivirati celični spomin, ki ga imate vsi v sebi o uspehu. Zaradi tega, ker pa duša, vaša duša nima blokade, ko se gre za obilje. Vaš višji jaz nula blokad ima, ko se gre za obilje. Zato lahko tudi vse te fantastične vizije dobivate. Vaš ego ima blokade. Zato bomo na Finančni dimenziji delali z ego blokadami in aktivirali celični spomin. A ste opazili, da je na svetu dovolj oziroma preveč denarja? Na svetu je preveč denarja. Kje je to preveč, Žmahar, povej? Lokacijo tipkam v Garmin, pa bom kar šla pogledati, če je res. Preveč je denarja. Zakaj? Denar je orodje in vesolje dostavlja energijo preko denarja tismu, ki ima vizijo. Vesolje se pa razvija preko vizij. Vesolje se ne more razvijati, zavest kolektivna se ne more razvijati, če ni vizija uresničena. Zaradi tega se denar vedno dostavi tistemu, ki je lastnik vizije, ker je to edini način, da ga na planetu Zemlja uresničiš to vizijo. Zato denar ti pripada, če imaš dream. Če imaš vizijo, ti denar pripada. Denar ni nekaj, kar si moraš zaslužiti. Denar ti pripada, če ti znotraj sebe veš, kaj boš z njim naredil. Nekaj je, kar ti pripada. Ok, Žmahar, tu mi pa zdaj všeč. Govor dalje. Kaj si rekel, da mi pripada? Denar vam pripada. Večina ljudi je naučenih, da se ga morajo bati, da morajo biti skromni. Jaz vam glede skromnosti zelo ne vsakdanje mnenje. Jaz mislim, da skromnost ni kul. Jaz mislim, da skromnost je nekaj, kar zavira človeka. Mislim, da skromnost zelo dober izraz, s katerim človek upraviči svojo neaktivnost in svoje majhne cilje. Jaz verjamem, da je vsak človek sposoben narediti tisto, kar si želi. Narava ni skromna, ljudje, ki imajo vizije, niso skromni in skromnost je nekaj, kar nikakor ne sovpada z obiljem. Skromnost pa obilje sta dve nasprotujoči se energiji. Rad bi samo, da začnete razmišljati o teh stvarih. Kaj bom delal na Finančni dimenziji? Malo drugače. Vsi boste dobili takle srebrnik. To je investicijski srebrnik. Ok, Žmahar, kaj bomo delali z njim? V bistvu ga bomo inicirali. Vsak, ko pride na seminar, dobi srebrnik zraven v škatlici z darili, na katerega bomo inicirali, ker bi rad, da vi začnete metafizično upravljati fizično materialne stvari v svojem življenju. Rad bi, da začnete sidrati in delati energijske imprinte v vaše življenje, zato da boste začeli ustvarjati energijske vzvode, ki vas bojo podpirali pri stvarih, ki jih počnete. Ja, večina ljudi tega ne dela. In vem, da se sliši to zelo nezemeljsko, ker tudi je. Vem, da se sliši to zelo nevsakdanje in je nevsakdanje. Vem pa, da je to naslednja stopnja človeštva,
naslednja stopnja delovanja človeštva, ki jo to kolektiv zahteva. Če bomo ljudje hoteli iti iz te krize podnebne, naravne, v kateri se je človeštvo v 21. stoletju znašlo, bomo mogli začeti uporabljati energijske vzvode. In tudi, ko gledate vse te uspešne zgodbe, ki jih vi vidite po svetu, kot so te multinacionalke podjetij, ki jih poznate, pa te IT podjetja, pa ta modna podjetja, pa televizijske hiše, ki so uspešne, vsa ta podjetja uporabljajo energijske imprinte, vsa ta podjetja uporabljajo energijske vzvode za svoj biznis. Nihče ne dela zemeljsko oziroma samo zemeljsko. Celostno moramo pogledati stvari. In prej, ko človek razume, da je v prvi vrsti energijsko bitje, v fizični inkarnaciji, prej bo razumel, kakšno moči so mu na voljo. Jaz bi sam rad, da se spomnite, kdo ste v resnici. Kdo ste kot duše, ker ste definitivno močnejši in drugačni od tega, kar ste kot ego. In kaj je naloga ega na zemlji? Kaj je naloga osebnosti na zemlji? Naloga osebnosti, ega na zemlji je, da služi duši. Namen telesa, misli in čustev na planetu Zemlja v vsakem človeku je, da služi duši. Kaj je naša naloga? Da to zgradimo tako, da bo uporabno za našo dušo, višji jaz, ker to je orodje duše. Zato delamo energijske imprinte in vzvode v življenju, na vseh področjih. Zato lahko mi dva s Kristina filama Jay Shetty seminar, Neil Donald Walsh seminar. Niste nikoli vprašali, zakaj take seminarje prej ni bilo v Sloveniji, toliko velikih, s tako karto. Zakaj lahko ti na duhovni seminar dobiš več kot 1000 ljudi v Sloveniji, v slovenskem jeziku? Zaradi energijskih vzvodov. Zaradi tega, ker smo se naučili, kako dosežiti tisto, kar želimo na energijski ravni. Ker znamo imprinte delati, ker znamo množični vpoklic narediti. To je finančna dimenzija. Jaz nočem, da se vi matrate s svojo idejo. Eden izmed takšnih energijskih imprintov je, da vam dam primer. Misionarka, oziroma zdaj v angleščini je naslov The Queen of Charismatic Future, kraljica karizmatične prihodnosti, je za angleški trg knjiga. Ko sem pisal tizdan knjigo, ko sem začel pisati, pride ena energija v mojo zavest in mi reče, lociri knjigo v New York. Jaz kaj? Lociri knjigo v New York. In jaz začnem pisati knjigo in jo lociram v knjigi, v zgodba o kraju v knjigi, v New York. Zakaj? Zato, ker bo tvoja založba od tam. Zato, ker boš tam štartal ameriško tržišče, nared imprint v knjigo. In knjiga je že 4 leta na tržišču v Sloveniji. V Sloveniji sem jo izdal, v Sloveniji sem jo prodajal in jo še prodajam, ampak knjiga gre zdaj v ZDA. Razumete? Imprint. Knjiga ni bila nikoli narejena za slovensko tržišče. Slovensko tržišče je bil samo test. Knjiga je bila narejena za cel svet, zaradi imprinta, ki je noter. Tudi heroj je postavljen v Salt Lake City, v Utah. Ne zaradi tega, ker jaz ne bi maral Gorenjske, ampak zaradi tega, ker sem vedno videl knjigo, da se ne proda samo v 1000 izvodih, ampak se proda v 10 milijonov izvodih. Zato je knjiga bila napisana. Jaz ne bi rad, da heroj bere samo 1000 fantov v Sloveniji, rad bi, da bere heroje 10 milijonov tipov po celem svetu in njihove punce. To so energijski imprinti, ki jih mi dva delamo. Probite začeti razmišljati na takšen način. Ampak ne pozabite, da mi je Toršica v srednji šoli rekla, da delam ful veliko slovničnih napak in da imam včasih pomanjkanje domišljije. Tako da ne verjamete ljudem tisto, kar vam rečejo, vi morate svojo resnico znotraj sebe najti. Edino druge ljudi uporabite zato, da vam pokažejo možnosti. Jaz ne želim danes vas nič prepričevati, ne želim vas nič siliti, ne želim vas nič prositi, ne želim vam nič, kar vi ne želite sami sebi. Tudi vesolje ne želi nič druga kot to, kar vi želite sami. Neil Donald Walsh še enkrat prišel sem, v Slovenijo januarja in je rekel, Bog želi za vas to, kar vi želite zase, kreator, vesolje, kakorkoli že imenujete energijo. In to je namen finančne dimenzije. Vam da to orodje, zaradi katerega boste imeli življenje hitrejše, bolj bogato, lepše, da boste imeli vi drugo možnost. Tako da, upam, da ste se imeli danes lepo na tem delu
In jaz sem zelo vesel, da ste prišli, zaradi tega, ker vem, da ni veliko ljudi v življenju pripravljenih investirati svojega časa in energije v nekaj, v napredek. Včasih vidim ljudi, ki se matrajo, pa mu rečem, daj spremeni kaj, daj začni razmišljati drugače, daj probi nekaj novega, daj pej pa spoznaj človeka, daj loci nečesa, išči informacije. Kaj pa vem, vse je toliko brez veze, a veš, recesija, zdaj čakam tretjo, 200 že bile. Upam, da bo kmalu, da bom lahko pravičeno doma. Nimajo nekateri ljudje tega driva, nimajo ljudje te iskrice, ko rečeš, kreativne iskrice v očeh. S takimi ljudmi ne moreš delati. Zato sem toliko ponosen na vas, ko pridete. Ker vem, da ste imeli danes je torek, da ste imeli službe in da ste prišli sem. Vem, da ste se iz Kopra pripravili, prej sem slučajno videl, kdo ima koprsko registracijo? A veš, Koprčani, a ne? A veš, Madonna, prej sem tam v garderobi bil in vidim KP, pa vidim MB, pa vidim MS, pa vidim GO, pa NM. In vem, da so se eni vozili več kot 1 uro, svaka vam čas, to 99% ljudi na tem svetu ni pripravljenih narediti. Zaradi tega rad delam z vami, zaradi tega sem ponosen na vas in da se poznamo na tak način, kakršenkoli že. In vi ste ljudje, kateri lahko življenje delate spremembe. In to je dovolj za začetek. To je dovolj. Tudi včasih, to je pol poti, ali pa včasih 3/4 poti. Ko hočemo ljudje spremembo narediti v življenju, ponovadi zelo malo manjka. Ni treba garati 150 let, počasi rabimo samo trigger, sprožilec, pa prav moment, pa pravo informacijo in se pospešeno, multiplicirano zgodijo stvari. Tako da upam, da ste se imeli danes fajn.